Z nami je že profesorica doktorica Katja Košir z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Katja Košir je doktorica psihologije, njeno raziskovalno delo pa se poglablja v dinamiko socialnih odnosov v šoli. Je tudi nekdanja predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti in je prejela tudi priznanje Pedagoškega inštituta in društva Slodre za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Tako kot prej bo tudi sedaj na koncu na voljo približno 5 minut za odgovarjanje na vaše vprašanja, ki jih lahko postavite prek sistema Slido. Za vprašanje lahko glasujete in vprašanja z največ glasovi bomo zastavili predavateljici. Link do Slidota imate, če gledate na naši strani zgoraj nad videom oziroma če nas spremljate preko YouTubea spodaj v opisu. Zdaj pa kar predajam besedo vam, profesorica. Hvala. Se že vidi? Ja, sam še full screen. Samo še, ja. V redu? Ja, zdaj pa je. Odlično. Hvala. Torej, pozdravljeni, kot že povedano, sem psihologinja. Z medvrstniškim nasiljem se že kar nekaj let raziskovalno in strokovno ukvarjam. O tem tudi veliko predavam različnim ciljnim skupinam. Prvič pa predavam o medvrstniškem nasilju v povezavi z možgani in zelo sem hvaležna za to priložnost, ker lahko tako kot nekdo, ki ni strokovnjak za možgane, pomembno dopolnim svoje poznavanje pojava medvrstniškega nasilja in moram reči, da sem tako pridobila še dodatne argumente, s katerimi si prizadevam skupaj s kolegi različne ciljne skupine prepričevati, da je akcija, torej sistematično preprečevanje na tem področju nujno. Torej, zakaj je medvrstniško nasilje relevantna tema, ko govorimo o možganih? V zadnjem desetletju, ali pa širše gledano morda 2 desetletjih, je bilo izvedenih nekaj raziskav, ki so poskušale doživljanje, torej to izkušnjo doživljanja medvrstniškega nasilja povezovati z možganskim delovanjem, še zlasti z razvojem možganov v obdobju mladostništva. Jaz bom najprej danes na kratko povzela te raziskave, potem pa bi vam rada z vidika psihologije medvrstniškega nasilja opisala, kaj pomeni izkušnja medvrstniškega nasilja v mladostništvu. Pravzaprav je moj cilj prikazati, zakaj nas spoznanja, da kronično doživljanje medvrstniškega nasilja spreminja možgane, pravzaprav ne bi smela presenetiti. Torej, mladostništvo je obdobje intenzivnega razvoja možganov. Vemo sicer, da je večina končne možganske prostornine dosežena že konec otroštva, vemo pa tudi, da v obdobju mladostništva prihaja do pomembnih funkcionalnih in strukturnih sprememb v možganih, recimo spremembe v prostornini bele in sive možganovine, potem vemo, da subkortikalne regije dozorijo pred regijami prefrontalnega korteksa, potem recimo spremembe v socialni kognitiji pri mladostnikih, torej v tem, kako procesirajo ali pa si razlagajo neke socialne situacije, lahko pripišemo spremembam v tako imenovanih socialnih možganih. In pa recimo še ena stvar zelo pomembna za ravno ta pojav medvrstniškega nasilja, v obdobju mladostništva so naši možgani bolj občutljivi na nagrade oziroma na potrditve. Obenem vemo tudi, da je mladostništvo obdobje, ko so vrstniški odnosi izjemno pomembni. To ne pomeni, da druge oblike odnosov niso pomembne, ampak vedenje mladostnikov lahko mnogo bolje razumemo, če vemo, da jim predstavlja bodisi biti priljubljen, imeti visok status, bodisi biti sprejet ali pa všečen v vrstniških skupinah, pogosto eno tako ključno prioriteto. Mladostništvo je obdobje intenzivnega socialnega učenja in stresorji, ki so vezani na neke socialne zavrnitve, predstavljajo pravzaprav ključne stresorje tega obdobja.
Kar vemo že odprej iz pravzaprav polja raziskav, ki so proučevale posledice medvrstniškega nasilja, je to, da ima medvrstniško nasilje pomembne kratkoročne in dolgoročne posledice za duševno zdravje. Kar pa je novo, pa so te nevropsihološke raziskave, ki se osredotočajo na biološke mediatorje med doživljanjem medvrstniškega nasilja in pa težavami na področju duševnega zdravja. Te raziskave skušajo psihološke posledice doživljanja socialne izključenosti, tudi medvrstniškega nasilja, pojasniti z nekimi strukturnimi in funkcionalnimi spremembami v delovanju možganov. In te raziskave potrjujejo tezo, da neke izkušnje, ki jih mladostniki pridobivajo v vrstniških odnosih, pomembno sooblikujejo tudi razvoj možganov v tem obdobju. Tako recimo te raziskave kažejo, da mladostniki, ki pogosteje doživljajo socialno izključitev, kažejo recimo višjo aktivnost prefrontalnega korteksa ob soočanju z nekimi socialnimi stresorji ali pa ko se morajo upreti tveganim vedenjem. To je še posebej pomembno za razumevanje vedenja opazovalcev v situacijah medvrstniškega nasilja, to bomo malo kasneje naslovili, in pa ti mladostniki s pogostejšo izkušnjo socialne izključitve kažejo tudi višjo aktivnost ventrolateralnega prefrontalnega korteksa ob nekih negativnih socialnih povratnih informacijah. Raziskava, ki jo je vsekakor, ki jo je nujno omeniti, zdaj, ko govorimo o bioloških mediatorjih v tem odnosu med kronično viktimizacijo pa nekimi kazalniki na področju duševnega zdravja, je vsekakor raziskava Imagen. To je ena izmed prvih vzdolžnih študij, ki so proučevale razvoj možganov pri mladostnikih v povezavi z duševnim zdravjem. V tej raziskavi so spremljali mladostnike v obdobju 5 let, pri starosti 14, 16 in 19 let, in preverjali so, kako določene izkušnje, tisto, kar je za nas zanimivo, je izkušnja viktimizacije, torej doživljanje medvrstniškega nasilja, so določajo razvoj možganov. Zdaj, na precej velikem vzorcu udeležencev, nekaj manj kot 700 jih je bilo, so v tej raziskavi pravzaprav ugotovili, da izkušnja kronične vrstniške viktimizacije vpliva na razvoj strukture možganov, in sicer pri mladostnikih s to izkušnjo je bolj verjetneje prišlo do bolj izrazitega zmanjšanja prostornine levega potamna. In pa da te strukturne možganske spremembe potem napovedujejo težave na področju duševnega zdravja v poznem mladostništvu oziroma v zgodnji odraslosti. Kar je zanimivo, je to, da so bile te možganske spremembe pravzaprav specifične prav za doživljanje medvrstniškega nasilja, ker so bile drugačne kot spremembe, do katerih prihaja zaradi doživljanja nekih drugih socialnih stresorjev. Zdaj, kar je pomembno povedati, to, da pravzaprav podatkov o trajnosti teh sprememb pa še nimamo. Vemo namreč, seveda, da so možgani tudi v obdobju odraslosti še jasno da plastični. Potem ena druga raziskava pa je osvetlila, da ta odnos, torej odnos med kronično viktimizacijo in pa nekimi spremembami, možganskimi spremembami, ni enak za vse in da predstavlja biološka občutljivost na stres. Izmerjena je bila kot dnevna raven kortizola, en tak pomemben moderator tega odnosa, torej da spreminja ta odnos, da sodoloča ta odnos, in sicer tisti mladostniki z izkušnjo kronične viktimizacije, ki so bili biološko bolj občutljivi, pri njih je prišlo tudi do večjih možganskih sprememb. Torej, zaključimo lahko, da doživljanje medvrstniškega nasilja vodi v neke funkcionalne in strukturne spremembe možganov.
Zdaj, te raziskave nam pomagajo razumeti, kako medvrstniško nasilje deluje na biološki ravni. Da bi pa zares razumeli posledice doživljanja medvrstniškega nasilja, pa moramo vsaj poskusiti stopiti tudi v čevlje tistega, ki ga doživlja. To perspektivo bi vam zdaj rada malenkost osvetlila, pa mogoče, če kar vas poslušalce malenkost aktiviram, predstavljajte si, da imamo časovni stroj, ki nas lahko zavrti, popelje, zdaj tokrat ne naprej, ampak v preteklost. In sicer toliko let nazaj, kot je pač potrebno, da se vrnete v obdobje višjih razredov osnovne šole. Poskusimo se zapeljati tam en 7., 8. razred. Zanima me, ali se spomnite situacij medvrstniškega nasilja iz tega obdobja. Zdaj, ker nimam možnosti z vami biti v interakciji, bom malo ugibala, pa bom rekla, da velika večina se spomni takšnih situacij, tudi če niste bili udeleženi kot tisti, ki ste nasilje doživljali, ali pa tisti, ki ste ga izvajali. Zdaj bom še en korak dlje ugibala, pa bom rekla, da ti spomini niso čustveno nevtralni, pa še malenkost dlje si bom dovolila špekulirati, pa bom ugibala, da pravzaprav te spomine velikokrat spremljajo čustva sramu, morda zato, ker smo morda celo sodelovali v kakšnem takem vedenju, ali pa ker nismo zaščitili žrtve, občutek nemoči, ker enostavno se nam je zdelo, da ne moramo ničesar narediti, zato da zaščitimo tistega, ki nasilje doživlja, potem jeza, žalost. Zdaj, ta časovni stroj smo mi uporabili zato, da vam poskusim malenkost bolj nazorno ilustrirati, da je medvrstniško nasilje neizogibno skupinski pojav, ki presega odnos med tistim, ki nasilje izvaja, in tistim, ki nasilje doživlja. Medvrstniško nasilje je neizogibno javni dogodek. Dogaja se, večina situacij medvrstniškega nasilja se dogaja javno, pred vrstniki. Ne samo to, torej ne samo predvrstniki, ampak velikokrat zaradi vrstnikov. Zakaj? Zato, ker ključni motiv tistega, ki nasilje izvaja, je pogosto ravno pravzaprav na ta način krepiti svojo socialno moč. In v obdobju mladostništva, ko je biti priljubljen, biti vpliven, imeti visok status, biti visoko v razredni hierarhiji, nekaterim mladostnikom še posebej pomembno, priljubljenost je pa omejena dobrina, torej ne moramo biti vsi najbolj priljubljeni, ne? To zahteva potem izrazito strateška vedenja. In velikokrat je ravno medvrstniško nasilje, izvajanje medvrstniškega nasilja tisto orodje, s katerim poskuša mladostnik nekako plezati po tej razredni hierarhiji. Seveda je od vrstniške skupine odvisno, ali bo takemu posamezniku to socialno moč priznala ali pa mu jo bo odrekla. Ampak večinoma bomo potem malo nakazali, zakaj. Skratka, v mladostništvu večinoma so vrstniške skupine tukaj pravzaprav kar delujejo po tem principu, da takšno strateško vedenje je nagrajeno. Zdaj, še ena stvar se zgodi na prehodu v obdobje mladostništva, in sicer nasilje postaja bolj subtilno, manj vidno, manj je telesnega pa besednega nasilja, več je odnosnega nasilja, ki se kaže kot izključevanje iz interakcij, kot prikrivanje informacij, širjenje govoric, čustveno izsiljevanje. In pa en del medvrstniškega nasilja se seveda seli na splet. In to so vse pravzaprav oblike, ki so mnogo manj vidne na prvi pogled. Mnogo bolj senzibilno opazovanje je potrebno. Odrasli imamo mnogo manj vpogleda in tudi manj vpliva pravzaprav na te vrstniške procese.
oziroma kakršnikoli posegi, kakršnokoli poskušanje vstopati v to vrstniško skupino zahteva mnogo bolj senzibilno delovanje. Zdaj, velikokrat srečamo eno tezo, da so nekateri učenci bolj dovzetni za doživljanje medvrstniškega nasilja. To je v precejšnji meri mit, ker tisto, kar je pravzaprav, kar določa verjetnost, da bo nekdo žrtev medvrstniškega nasilja, je vedno interakcija med nekimi značilnostmi posameznika in značilnostmi vrstniške skupine, ki je njegova referenčna skupina. Raziskave kažejo, da so najpogosteje v obdobju mladostništva žrtve medvrstniškega nasilja učenci, ki jih tuja literatura poimenuje z oznako least fitting classmates, torej učenci, ki so manj vključeni v vrstniško skupino zato, ker manj ustrezajo nekim implicitnim razrednim normam, povezanim s tem, kaj je v naši skupini cool, kaj se visoko vrednoti, kaj so zaželena vedenja. In te značilnosti, po katerih ti mladostniki odstopajo, so lahko, verjemite, zelo banalne. To je lahko drugačen dialekt, to je lahko to, da sem nov učenec na šoli, to je lahko drugačen slog oblačenja, to je lahko neka bodisi dejanska, bodisi pa samo pripisana drugačna spolna usmerjenost. Skratka, karkoli, kar ni skladno s tem, kaj mi v skupini mislimo, da je pravzaprav, kar mi visoko vrednotimo. Tudi raziskave izvedene na vzorcu slovenskih mladostnikov kažejo, da je pravzaprav ravno odsotnost ali pa nizka zaznana opora vrstnikov tisto, kar najmočneje napoveduje doživljanje medvrstniškega nasilja. In jaz rada rečem, da so učenci, ki so žrtve medvrstniškega nasilja v obdobju mladostništva, na nek način trojno viktimizirani. Prvič s tem, da doživljajo nasilje, drugič s tem, da to doživljanje nasilja vodi v to, da so vse bolj socialno izključeni, in tretjič, pogosto mladostniki, ki doživljajo medvrstniško nasilje, ravno zaradi te izkušnje vse večje socialne izključenosti, razvijajo ene take vzorce razlage tega, kar se jim dogaja, ki so za njih izrazito neugodni, nefunkcionalni in njihovo stisko samo še poglabljajo. Torej, nikomur ni mar zame, nemočna sem, ničesar ne morem narediti, da preprečim, kar se mi dogaja. Najbrž se mi to dogaja zato, ker sem pač jaz taka, ker sem jaz taka oseba, nekaj mora biti narobe z mano, kar je zelo boleča in nevarna atribucija. Zdaj, takšna razlaga te svoje izkušnje viktimizacije je še bolj verjetna na šolah, kjer je viktimizacije sicer malo, kar je logično, kar je razumljivo, zato ker to pravzaprav pomeni še dodatno biti poseben, še dodatno je to nekaj, kar se dogaja samo meni. In to izkušnjo pravzaprav včasih popolnega razčlovečenja, ki jo doživlja učenec, ki je kronična žrtev medvrstniškega nasilja, zelo lepo opisuje mladinsko delo Jaz sem Jack, jaz vam tukaj en odlomek prikazujem, ki se mi zdi, da zelo lepo ravno to razčlovečenje, ki ga žrtev doživlja, to popolno nemoč ponazarja. Če nisi sam, torej ime je sprva lahko zabavno, a z nenehnim ponavljanjem postane orožje, če nisi samozavesten, postane še močnejše orožje. Ko to ime izgovori dovolj ljudi in ga ti izgovorijo dovolj glasno, ljudje začnejo pozabljati, kdo je ta človek v resnici, in tako postane bajsi, mozoljev fris ali ritoglavec. Zdaj, kako se lahko v eni skupini to zgodi? So mladostniki res tako moralno šibki, da to dopuščajo? Ne. Jaz mislim, da podobne procese lahko spremljamo tudi na bolj makro ravneh, tudi pri odraslih, morda v zadnjem času še bolj izrazito, zato bi bilo izrazito zelo licemersko tukaj se čuditi mladostnikom. Zakaj pravzaprav lahko do takih procesov prihaja?
Zdaj, raziskave kažejo, da večina mladostnikov ve, da to, kar se dogaja, ni prav. Večina mladostnikov ima odklonilna stališča do medvrstniškega nasilja. In načeloma raziskave tudi kažejo, da tudi zgolj opazovanje medvrstniškega nasilja poviša raven čustvene stiske pri učencih. Obenem pa postavica za žrtev vključuje precej tveganja. Rekli smo prej, biti nekako sprejet ali pa priljubljen v skupini je pomembno večini mladostnikov. In izpostaviti se v taki situaciji lahko zelo ogrozi socialni položaj ali pa te celo postavi v nevarnost, da sam postaneš naslednja žrtev. In mladostniki v taki situaciji presodijo, da je bolj varno ne narediti ničesar. Saj grozno mi je, kar počnejo, ni prav, ampak nima smisla, da karkoli rečem, ker me itak ne bodo poslušali, pa še sebi s tem škoduje. En tak tipičen pojav opazovalcev, kadar več ljudi opazuje nek dogodek, kjer bi pravzaprav bilo potrebno posredovati, ravno zato, ker nas je veliko, ne bom naredila ničesar, naj nekdo drug. Zdaj, ta pojav pasivnosti opazovalcev pa potem vodi v to, da učenci opazijo, da tudi njihovi vrstniki ne naredijo ničesar. In zaradi tega napačno sklepajo, da večina vrstnikov, večina njihovih sošolcev medvrstniško nasilje odobrava. Torej, še dobro, da nisem ničesar rekla, ker je vsem ostalim očitno čisto okej to, kar se dogaja. To je pa pojav, ki se imenuje pluralistično ignoriranje. Torej, napačno predpostavljanje, da vrstniki odobravajo nasilje, kar seveda še okrepi to pasivno držo in še bolj odpre vrata pravzaprav medvrstniškemu nasilju. Pa še en pojav se dogaja v takih situacijah. Zdaj, prej sem rekla, da večina mladostnikov seveda obsoja nasilje. In jim ni prijetno, ko se to dogaja. Ampak potem, ko nekaj časa pravzaprav dopuščajo, da se to dogaja, ljudje izrazito nimamo radi situacij, ko naša stališča, naša pojmovanja niso skladna z našim vedenjem. In zato, kaj se zgodi, ne bomo spremenili vedenja, ampak bomo spremenili stališča in pride do enega takega pojava moralne nezavzetosti, ki se kaže v pojmovanjih, kot so, ona je taka, da si to pač zasluži, saj nisem samo jaz, pa se samo malo hecamo, kaj pa je tako šibka, pa se za njo je v bistvu dobro, da ji pokažemo, da se mora malo prilagoditi. Skratka, to lahko gre zelo, zelo, zelo daleč. In jaz bi tukaj rekla, da je še vedno zelo pomembno, da se odrasli v tem obdobju pri mladostnikih zaznavamo kot nekoga, ki je pomemben soustvarjalec vrstniških odnosov. In kar so raziskave, ki so proučevale učinkovitost različnih ukrepov za preprečevanje medvrstniškega nasilja pokazale, je pravzaprav to, da omogočati v šoli sistematične priložnosti za to, da se pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, je en tak zelo učinkovit ukrep lahko. Ker če se mi pogovarjamo o tem v neki situaciji, ko se nasilje še ni zgodilo, pa jaz slišim, da tudi moja sošolka ne odobrava nasilja, pa sošolec ne odobrava nasilja, da nisem edina, ki tako misli, me to pravzaprav opolnomoči, da bom v neki situaciji, ko pride do medvrstniškega nasilja, bolj verjetno posredovala. Zato, ker vem, da me bodo najverjetneje podprli tudi ostali, ker vem, da nisem edina, ki tako razmišlja. Pa še drugi knjižni namig, to je pa slovensko delo, delo slovenske avtorice Neli Kodrič Filipič, Solze so za luzerje, ki izjemno pronicljivo opisuje ravno te pojave, ki sem jih jaz malo prej opisovala. Opisuje pravzaprav eno situacijo, ko 3 dekleta, od teh je pravzaprav vodja ena, celoten razred zelo močno zapletejo v eno tako zelo izrazito izvajanje medvrstniškega nasilja nad deklico, ki takrat iz različnih razlogov predstavlja najšibkejši člen. Literatura nam lahko zelo, zelo pomaga razumeti medvrstniško nasilje. Okej, torej, najbrž ni posebej presenetljiva ugotovitev, ki sem jo predstavila, pravzaprav orisala v začetku svoje predstavitve, da medvrstniško nasilje spreminja možgane.
Pravzaprav izkušnje, ki jih pridobivamo v odnosu z vrstniki, so v obdobju mladostništva ključna formativna izkušnja. In če rečemo, da je šola poligon za urjenje v nekih pomembnih odnosnih spretnostih, ki jih potrebujemo potem za aktivno in odgovorno vključevanje v družbo, to ne pomeni, da mora biti šola gladiatorska arena. Šola mora biti varno in spodbudno učno okolje, kjer učence sistematično učimo tudi to, kako spoštljivo sobivati v vse bolj raznoliki skupnosti. Šola je prostor, kjer se učimo svoje agresivne težnje, svoje potrebe po moči, po statusu, izražati na načine, skratka jih ne zanikati, ampak izražati na načine, ki niso škodljivi za druge. In prepričanja, ki jih navajam na tej drsnici, so prepričanja, ki jaz moram reči, da jih v zadnjih letih v šolskem prostoru srečamo vse redkeje, na srečo, še vedno jih pa tu in tam srečamo, kar je nedopustno. Šola mora biti varno in spodbudno učno okolje. Hvala za pozornost in z veseljem odgovarjam na vprašanja. Najlepša hvala. No, potem bi vam kar postavila prvo. In sicer, ali mislite, da se izvajalci nasilja zavedajo, kaj delajo? Dobro vprašanje. Ta proces, ki sem ga zdaj opisala, vsekakor ni nek nameren proces. Zdaj, kar je tukaj pomembno povedati, je, da viktimizacija nikoli ni prostovoljna izbira. Torej, biti žrtev nikoli ni nekaj, za kar je učenec odgovoren, izvajanje medvrstniškega nasilja pa je. Skratka, ta potreba, ki je v ozadju izvajanja medvrstniškega nasilja, popolnoma ozaveščena ni. Je pa seveda nekaj, za kar je posameznik odgovoren. Jaz bi tukaj na to vprašanje morda odgovorila še to, da zgolj kaznovati tistega, ki nasilje izvaja, ni dovolj, se ne kaže kot učinkovit ukrep in tudi razni programi ničelne tolerance se kažejo kot izrazito omejeno učinkoviti. Tisto, kar je ključno tukaj, je preprečevanje. No, naslednje vprašanje je pa v bistvu povezano s tem. In sicer, kaj se zgodi, da ponavadi žrtve bulinga, torej medvrstniškega nasilja, celo postanejo buliji, torej nasilneži? To je pravzaprav malenkost mit. Ja? Torej to, da žrtve medvrstniškega nasilja postanejo buliji, drži včasih, večinoma ne drži. Večina žrtev medvrstniškega nasilja svojo stisko internalizira. Torej pravzaprav, tako kot sem prej opisala, obračajo stvari nase in so v veliki stiski. Obstaja pa ena posebna podskupina učencev, ki jih imenujemo bully victim. Torej učenci, ki so v nekem kontekstu in tisti, ki medvrstniško nasilje izvajajo, in tisti, ki ga doživljajo. In ti učenci so običajno tisti, ki pravzaprav so zaradi manjših socialnih spretnosti, pa včasih tudi zaradi nekih dejansko težav v procesiranju socialnih informacij, enostavno manj spretni pri uporabi medvrstniškega nasilja. In potem pravzaprav tem ne uspeva plezati po tej lestvici hierarhični in potem običajno vrstniki pravzaprav kaznujejo s tem, da so oni potem viktimizirani. Je pa to skupina, ki je pravzaprav najbolj rizična skupina za neke neugodne izide potem v odraslosti, in hkrati je to skupina, načeloma, če učitelje vprašamo, kdo je v tem razredu tisti, ki izvaja medvrstniško nasilje, bodo zelo verjetno imenovali te, ki so bully victim. Zato, ker tisti, ki so pure bullies, torej čisti izvajalci, to počnejo tako sofisticirano, da tega odrasli praviloma ne opazimo. Najlepša hvala za te odgovore. Z veseljem. In še enkrat za predavanje. Tako, nasvidenje. Srečno. Srečno.